Prišel je lipicanc, povohal malo avto in ga začel grist. Tako pa še nikoli nismo vloga začeli, ne? Danes se bomo pogovarjali o avtomobilu, ko ima en tak dosti hecen ime. Mislim, o tem imenu smo veliko enega digitalnega, pa tudi pravega črnila prelili, predvsem takrat, ko se je pojavil, ko je prišla prva generacija. To je bilo že... Jaz se spomnim, da prva vožnja tega avtomobila je bila v Dubrovniku, neka vrsta regionalna predstavitev 2006-2007, šlo je pa valjda za Ford Kugo. In to, kar vidiš zdaj za mano, je tretja generacija tega avtomobila. In slovenska premiera te tretje generacije se je zgodila mal pred poletjem 2020, tako da avto je že nekaj časa pri nas, v Komotar minuti ga pa vsem še ni bilo, razen če upoštevaš Instagram. Takrat sem pa že par stvari delil, tako da v osnovi ga mogoče kdo že pozna. Zdaj pa, kaj moraš vedeti za začetek? Se pravi, ogromno stav na vizualno dinamiko. Še posebej točen tale avto, ker je opremljen s paketom ST-Line, ampak pridemo do tega pol. No pa pele se še vedno zelo dobro. To pomeni, da je predvsem zelo odziven. Ta prvi feeling, ki ti obrneš volan, je zelo poveden, zelo veliko vozniku daje. No pa še nekaj. Kuga je iz druge v tretjo generacijo zrasla. Pravzaprav je švok 10 cm daljša, pa 4,4 cm je tudi širša, pa pikico je tudi nižja. Huda strokovna razlaga, ne? Kaj zdaj to pomeni pikica? Pravzaprav je nižja za pol centimetra. A se strinjamo, da je to lahko ena taka pikica? Vse? Ok, gremo. Pa če se malo odmaknemo od videza pa od tega, kako se pele, itak bomo pa naredili še en krog. Ford je poskrbel, da je Kuga, tako kot pač praktično vsi tekmeci, in to je dim prav, tudi izdatno digitalizirana. Zdaj pa preden se lotim točno tega avtomobila pa opreme, vidim, da je malo umazana. Pardon. Ne bom se sploh upravičeval, ne? 2 dni nazaj je bil ta avto še čist, sem ga prav, pa na avtocesto malo sran vreme, pa imaš to, kar imaš. Skratka, tale Kuga je opremljena z paketom ST-Line. Če boš vrgel uč na njen zadek, boš hitro ugotovil, da je, predvsem odbijač je malo bolj športen, izpuha sta poudarjena, pa tudi sprednji odbijač, da o grilu oziroma maski sploh ne govorim, ne, sta takšna malo bolj športna. Vse to menda veš, ne, da Fordovi sprednji deli oziroma nosovi njihovih avtomobilov, to se še posebej lepo vidi tudi na Focusu ali pa na Fiesti, se totalno razlikujejo glede na opremo, ki jo zbereš, ne. Zdaj pa, oprema ST-Line, to je tale avto. Vse skupaj se začne pa z opremo Trend, eno višje je pol titanium, pa imaš pa še ST-Line, ta se osredotoča na športnost, ta zadnja je pa Vignale. Tista stav pa bolj na eleganco. Pa barva, ta se mi zdi tudi precej posebna, veliko boljša ali pa lepš do izraza bi prišla, če bi sonce svetlo, če bi jo počel z točno določenega kota, pa tudi, če bi bil avto čist. Taka malo biserna je, zdaj pa pride ena zgodba, ki mogoče sem že kdaj povedal, ali pa tudi ne vem. Vedno, ko vozim avto s tako barvo, ki je veš ogromnih plasti sestavljenih, in če to porajasaš, popraskaš, je bistveno težji popraviti, kot če je ena navadna barva. A veš, jaz se spomnim, ko sem leta 2007 testiral Lexusa IS 250. Video smo snemali v Lipici, avto parkiram tam zraven plota, konji so zraven, sedim na ograji, snemamo, pa kar naenkrat slišim pa pogledam, pa si mislim, čakaj, to možno, pa spet Veš, kaj se je zgodilo? Prišel je lipicanc, povohal malo avto in ga začel grist tam po Astebričku. Pa ti to razložiš. Dobar dan, vračamo test na avto, vse je ok, ampak malo ga je konj pogrizel. Sem rekel konj. Konju jeden. A se reče konju! Stare internetne fore. Tisti, ki ste 30+, ali pa mogoče 135+, boste vedeli. Ok, zdaj pa tako, v skladu s tem, da je Kuga sodoben, precej briten avtomobil, je ogromnih sistemov, ki tako ali pa drugače pomagajo. Ne bom jih vseh naštel, tudi ne vem točno, koliko vseh je, velik, ampak en je pa še posebej zanimiv, tega bom pa izpostavil. A veš, o čem je fora? Lej, sodobni avti imajo kupenih kamer, radarjev, senzorjev, ki pazijo pa čekirajo okolico, ne? Tudi pri Kugi je tako. Kuga ima en sistem, za katerega niti ne vem točno, kako se imenuje, ampak fora je, da ko ti pripelješ v križišče, ona gleda vse naokrog. In ti zapelješ v križišče, ima ona točno pogruntan, ne, kdo prihaja z leve, z desne ali pa nasproti, in če boš ti naredil napako, bo avto to vnaprej predvidel in zažlajal. Zdaj se mi to precej priročen sistem, ne, ker ne spomnim se, kolikrat sem zapeljal kdaj v kakšen križišče, kjerkoli pač že, pa sem videl tak češki crash, a veš, ki se zgodi pri 17 na uro, zato ker nisi bil pozoren točno pol sekunde in si napako naredil. No, takrat taki sistemi pridejo še posebej prav. Zdaj pa preden se lotimo kabine, bi rad pokazal še en detalj. Lej, gumijasti tepihi, vse lepo pa prav, masa v srani, sem se podrekel vozil, no? Ampak hočem poudariti, kako so učinkoviti. Škaj mi je še posebej všeč? Tale tepih je razmeroma vzvojno čvrst in je tudi tako oblikovan, da lahko dejansko noter pustiš, dajmo reči, kilo ali pa 2 enega dreka. Mislim, konec koncev bi lahko tudi vodo nalil, in ker ima tukaj takole zavihane vogale, zadeva ostane tukaj noter. In pa tudi, ko ga odstranjuješ, je veliko lažje vse skupaj zadržati v tepihu, ko ven neseš. Ker drugače veš, kaj je problem, ne? Ko imaš enega sranja, ki ti to ven vlečeš, koliko si previden, dobro, zdaj to delam z eno roko, ker je itak popolnoma nepravilno, ampak fuljenih kamenčkov pa podobnih stvari ti lahko ven pade nazaj v kabino. Tukaj se pa to zgodi veliko težje. Vidiš, ravno zaradi oblike. Pameten pristop.
No, zdaj pa končno kabina, tukaj malo plastike, ki nekako probal ponašati carbon fiber. Drugače pa velja, da tukaj noter vlada arhitekturni pristop, ki so ga obrali tudi že pri Fordu, pa konec koncev ta armatura spominja tudi na Fiestino. Mislim, zelo grobo. Gabariti so drugačni, ne? Kuga je bistveno večji avto kot Fiesta, ampak osnovna arhitektura pa predvsem okolje deluje poznano. Stikala za klimo, gretje sedežev, gretje volana, klasični gumbi, konec koncev tudi ogrevano vetrobransko steklo, pa potem sredinski greben, samodejno parkiranje, start, stop, off, pa upravljanje z voznimi programi, vidiš? No, pa v tem primeru zaradi paketa ST-Line tudi športen, zelo debel volan, spodaj presekan, lepo sede v roko. Digitalna instrumentna plošča, katere videz se spreminja glede na izbran vozni program. Le, bom zdaj prešal tu v, kaj bomo imeli? Eko, zelena fora, čak bom malo po zoomu, pa si boš bolj pogledal. Pa pičimo dalje. Eko Sport, pazi, vse skupaj obarvano rdeče, pa gremo naprej. Slipperji, da lahko štirikolesen pogon navor razporeja še bolj učinkovito. Deep Snow pa Sand, če res zabluziš, pa kaj še pol. Aha, ta je pa normal, to osnoven izhodiščen program. Pa kaj mi je še všeč, sistem glasovnega upravljanja je precej učinkovit, predvsem v tem smislu, da ti ne rabiš imeti nekih naučenih ukazov, upošteva pravzaprav neke običajne fraze, sicer ne v slovenščini, ampak v angleščini, če sem recimo takole, daj. I'm hungry. Čakam. Please say a line number or say none of those. Pazi zdaj. Vidiš, on je v Šusu najdel restauracije, ki so tukaj najbližje. Grof je ta prvi, pa Ajda, Slovan, pa kaj piše tukaj, Križnik. I didn't understand that. Ja, valjda, zato, ker ti nisem še nič rekel. Lahko pa zbereš samo food, fuel, travel, financial in on pa išče po svoje. Cancel. Cancelling. No in tvoja naloga je, da pa zbereš samo zaporedno številko poleg restauracij, ki ti v tistem trenutku ustreza. Je pa teh stvari, mislim, izbir, kaj lahko se najdeš tukaj, na kakšen način se z avtom lahko pogovoriš, seveda ogromno. Ne bom ti vsega našteval. Pejt na net pa najd. Pa mimogrede, če sem že v drugi vrsti, a veš kaj mi recimo zelo všeč? V drugi vrsti je pa prostora vseeno ogromno in kljub temu, da je črn strop, nimaš feelinga, da ti je utesnjeno. Pa ne samo to, klop gre tudi naprej pa nazaj, le, vidiš? Mimogrede, mene pa zdaj nekaj zanima. Ne? Jaz dostikrat govorim o vzdolžno-pomični klopi, o prilagajanju kabine, pa konec koncev tudi večanju prtljažnega prostora na ta račun. Mene pa zdaj zanima, ne? Koliko od vas, ki imate drugo vrsto, ki je vzdolžno-pomična, ta dodatek ali pa to prednost dejansko tudi izkoriščate. A pa še to, sedeža sta v drugi vrsti dvostopenjsko ogrevana, pa vidim, da se je Ford odločil, da ponudi klasičen USB, pa tudi USB-C. Prav so počasi začeli gledati naprej. Meni recimo ni toliko všeč, ker pri enih znamkah so naredili ta prehod v Šusu. In prideš v avto, pa nisi še pripravljen, nisi opremljen za to, ker imaš samo USB-C izhode. Mercedes, Volkswagen, Škoda, mislim, da je tudi naredila ta res prav na hitro, medtem ko Audi tudi ponuja podobno kot Ford, ne? Še vedno klasičen USB, pa ta novega USB-C. Ok, pičemo. No pa valjda bog ne dej, da ne pokažem kufra. 475 litrov prav Ford, da je vseh skupaj. Valjda je kufr potencialno lahko tudi povečljiv, predvsem če se ukvarjaš s tem, da pol klop mikaš naprej pa nazaj. To sem pa itak že prej pokazal. Kaj sem se zdaj še spomnil, ne? Pa to ne velja samo za Kugo, tudi za druge sodobnejše Forde. Zelo priporočam, da si snamaš aplikacijo Ford Pass Connect. Spet, nobena novost, ki bi jo ponujal samo Ford, sam se mi zdi, da ljudje pogosto ne izkoriščajo vsega, kar jim sodobni avtomobili ponujajo. Gre za app na tvojem telefonu, kjer lahko preverjaš ključne stvari povezane z avtom. Če ti avto to omogoča oziroma imaš to doplačan, si lahko avto na daljinsko ogreješ ali pa ohladiš, preveriš nivo olja, preveriš, koliko kilometrov imaš, lahko ga odkleneš, lahko ga zakleneš, pa domet preveriš, konec koncev ga daljinsko lahko tudi polniš. Mimogrede, Kuga je od te generacije naprej na voljo tudi kot priključen hibrid. Pa pele so dober, to mi je tudi zelo všeč. In zdaj, če smo že prišli do voznih lastnosti, gremo en krog. Zdaj bom 100% iskren. Jaz bi si želel, da bi se Kuga nagibala še malo manj. Zato, ker imam jaz v glavi čist pokvarjeno percepcijo, kako bi se moral avto nagibati. Na en način tudi približno nisem merodajen. Jaz bi, da se vsak SUV pele tako, kot ne vem, Porsche Macan, pa vem, da to ni mogoče. Ampak zelo pa cenim inženirje, pa testne voznike, ki so imeli opravka s tem modelom, z volanom. Ker občutek na volanu je pa tako lep, pa tako prijeten. In ta feeling povezuje večino sodobnih Fordov. In tudi, ker recimo zapeleš med količke, poglej, je to početi poseben užitek. Dobro, kaj se to pomeni? Se Kuga dobro pele ali se ne? Ja, se. Sam jaz bi mogoče vsem še malo drugače.
No, potem prijemo pa do pogonskega sklopa. Avto je opremljen s štirikolesnim pogonom, ima avtomatski menjalnik, pravzaprav menjalnik dvosklopčen, kar pomeni, da je robotiziran. Jaz kakšnih hudih zamer nimam, zato ker ko se vozim s takšnim avtomobilom, od njega ne pričakujem izrazite športnosti, zato tudi zlahka potrpim, če se včasih pri manevriranju, pri speljevanju, pri parkiranju mečkano obotavlja. V tem primeru so klasični avtomatski menjalniki, pretvorniki navora še vedno boljša rešitev. To drži 100%. Motor je pa 2-litrski dizel 190 konj. Poraba pa, tako kot ponovadi, prosim, ne se name zanašati, ker je zelo nekonstantna. V mojem primeru, ko sem avto testiral, od 6,4 do 7,8. Pa, ne, kakršen dan je bil, toliko je hotla imeti. Zdaj pa še cena. Točno ta avto, ki je praktično fully loaded, stane 45 jurjev. Ampak, pa ne vem na pamet, koliko je vsega skupaj, če upoštevaš Fordove popuste. Predvsem pa, če se odločiš za njihovo financiranje, pol cena dost pade. Za 5 jurjev, sprav dobrih 40. Če bi pa vzel ta avto, sprav to izhodišče, 2-litrski dizel, avtomatski menjalnik, 4 pogon, pa oprema ST-Line, pa ne bi dodatne opreme not nabutil, ko je kar neki. No, v tem primeru bi pa šla pa 37. In to. A še kaj? A ja, sam še en detalj, ki ga zelo cenim, ampak me obenem tudi malo moti, ampak to je moj problem, ker se moram drugače navaditi zapirati vrata. Vsakič, ko odpreš vrata, poglej, prije tale zaščita ven, ki varuje avto, da se je pa zaklenil. Halo, stari, tukaj sem. Aha, ok, lej. Odpreš, vidiš, kaj neki ven preleze. Čak, drug kot, vidiš, kaj fora, a dobro posnamaš, a pa slabo. Pazi, zdaj rob vrat. Si videl? Ha? Zdaj pa zgine. Pa pride, pa zgine. Tale črna palčka tukaj. Bom zdaj počasno naredil. Ko odpreš, pride ven in če si nepreviden, pa rad butaš z vrati, ker take tudi poznamo, potem ta plastika zaščiti. Ne sem spredi, enako se zgodi, vidiš, tudi zadaj. No, jaz sem pa butel in ko vrata avtomobila zapiram, ponovadi ne grabim tukaj gor, ampak iz enega čudnega razloga tukaj spodaj in pol doskrat šlatam in imam občutek, da bom kaj v trgu, ampak načeloma so te stvari precej zanesljive. Veš, kaj je zginila. Kaj je zdaj, folka? Smo te glavne stvari pokrili. Cena, vozna dinamika, prostor, par detajlov, paketi opreme in tako naprej. Jaz mislim, da je to. Če imaš kakršnokoli vprašanje, prosim lepo, oglasi v komentarjih. Običajno komentarje preberejo tudi uvozniki oziroma avtomobilski proizvajalci. Tako da, če je kaj nujenega, se potrudimo, pa odgovorimo. To je to. Ajde.